Tako, spoštovane dame in gospodje, z nami je predsednik nekoč zelo uspešne civilne iniciative Britov a ne damo, gospod dr. Varis Gajser. Kako bi te znanje in izkušnje nekega zavzemanja za boljše na Ptuju prenesli na inicijativo za ptujsko obvoznico? Ja, vem, da so velike težave glede iniciative za ptujsko obvoznico. Jaz se želim vse najboljše. Če bi naredili neko paralelo med to, kar je bilo, da Britov a ne damo, in tudi eno drugo inicijativo, ki je bila za tržnico, pa današnjo inicijativo za obvoznico, mislim, da je veliko skupnega. In to je, da na Ptuju predret z nekimi zdravorazumnimi pogledi je zelo težko. Politika je očitno nekako zaprta v svoje poglede, misli, da vse vejo, če nekdo predlaga nekaj dobrega od zunaj, ne povzamejo, ne vzamejo za svoje, ne peljejo naprej, da bi pridobili neke točke, ampak se držijo nekako pijanci plota nekih začetnih idej in ne spremenijo. Pri inicijativi za obvoznico se mi zdi iskreno, da gre samo za neko normalno logiko, za zdravo pamet. Ptuj to potrebuje. Dejstvo je, da če Ptuj to potrebuje, potem je samo potrebno najti eno rešitev in to čim prej. Kako to, da res, če se malo še navežemo na ta prvi vaš odgovor, da zdrava pamet tako težko predres tudi na področjih, ki so povsem enostavno razumljiva? Itak je jasno, da je obvoznica potrebna. Zakaj se na Ptuju prepiramo okoli zadev, ki so na nivoju 1+1 je 2? Jaz mislim, da en veliki problem je, da seveda politična elita na lokalnem nivoju je nizkokvalitetna, ampak problem je, da še je isto nizkokvalitetna na državnem nivoju. Kar pomeni, da neke izmenjave dobrih praks, neke izmenjave dobrih pogledov popolnoma manjka. Pomembna je samo strankarska logika za stolček, potrebna je samo neka logika, da so naši in niso zunanji, ki imajo dobre ideje, ampak samo da so naši in z našimi idejami. In jaz priznam, da za staro pokopališče je bilo potrebno leto pa pol velike borbe. In če ne bi imeli popolno podporo čisto vseh slovenskih medijev, verjetno tu je bila seveda po narekovajem na nek način naša sreča, ker je bil projekt se naslonil na nekaj zelo čustvenega, kot je lahko pač neko pokopališče. Ampak to je bilo bolj čustveno za vse ostale Slovence, kot za same Ptujčane. Ker mogoče po drugi strani, seveda, grdo rečeno, pravih, resničnih Ptujčanov na Ptuju ni več. Če gledamo zgodovinsko, stari Ptujčani so se izselili. Ne čutijo, kot na primer niso čutili takrat tega starega pokopališča z 400 let zgodovine za sabo. Danes današnji Ptujčani težko čutijo, kaj je potrebno narediti za to prekrasno mesto, za to, da bo zaživel ta center mesta, za to, da dejansko bo začelo mesto dihati in da zato niso potrebni projekti, kot je ta katastrofalen projekt tržnice, ampak popolnoma drugi projekti, kot je na primer za začetek tudi seveda en velik infrastrukturalni projekt, kot je obvoznica. Za zaključek, jasno je ljudem, ki živijo na tej trasi in te težave, so teh težav deležni. Jaz tudi sem večkrat snemal in videl te šleparje po noči, da se dejansko res stene hiš tresejo. Kako dopovedati tistim Ptujčanom prvič, da je to ni samo obvoznica za spuhljane in ljudi iz Budine in da dejansko je to nekaj, kar bi že zdavnaj mi potrebovali? Glejte, če Ptujčani tega ne razumejo, jaz seveda apeliram na iniciativo, da začne z drugačno strategijo. Naj jasno Ormož in vsi ostali razložijo Ptuju, kaj je potrebno narediti. Očitno imamo problem v mestni občini Ptuj. Jaz samo bi rad spomnil, kako je bilo včasih se voziti od Ptuja južno, recimo proti Balkanu. To so bile ceste, ki so šle vedno sredi vasi, še iz starih 18. 19. stoletja zgrajene in formirane vasi, ki so imeli vedno glavno cesto na sredini. No, to je danes Ptuj. Niso pa več tako oblikovane tiste vasice, tista mesta južno od Ptuja, torej na Balkanu.
Danes tam raste, cveti turizem, danes tam imajo normalne infrastrukturne ureditve, imajo tudi tam, kjer je potrebno. Voznice so dovolj veliki, Ptuj pa tega nima. Ptuj dejansko je imel 2000 let naprej boljšo infrastrukturo in bolje narejeno, zgrajeno mesto, kot imamo mi danes dejansko leta 2020. Seveda ne želim, da bi bil pa projekt obvoznice točno to, kar je bil na koncu projekt starega pokopališča, kar je bil projekt tržnice, in to je ena velika kraja denarja. Za to, kar se je naredilo, toliko denarja ni bilo potrebno, pa kaj tako grdega bi lahko naredili predvsem manj denarja. Ja, če jaz zaključim, gradbinci, ki sem jih vmes spraševal, ki so res profesionalci, ki so si to ogledovali, so dejali, da največ za tretjino takega zneska se taki projekti izvedejo, oziroma za višino takega zneska, kot je to stalo, bi obnovili fasade in strehe po celem starem Ptuju. Zagotovo. Žalostno, ampak res. Tako da upamo, da tistega dne, ko se obvoznica bo delala, da bo cena realna, da bo kakovost ustrezna in gospod Laris Gajser, upam, da se čim prej vidimo. Hvala. Hvala vam, nasvidenje.